pozdravljeni nazaj. Včasih bomo nadaljevali s programom. Tako da me najprej zanima, če je z nami že naslednja vodja delavnic. Ja, živijo. Pozdravljeni, Katrin. Živijo. Mene pa zanima, koliko imamo obiskovalcev, nekaj mi vi poveste. Tukaj neposredno na Zoomu je z vami še 6 ljudi. Dobro, v redu. Dobro, Ampak so pač na 3 uporabniških računih. Ok, v redu. Dobro. A lahko kar začnemo? Ste pripravljeni? Kar začnite, kar predstavite se, povejte, kaj bomo danes videli. Dobro, hvala lepa. Jaz vas pozdravljam v imenu ekipe JHD. Danes pa bova z vami Romana, meni ime Katrin in Samo. Živjo. Samo je pa moj osebni asistent. In tudi Samo nam bo pomagal pri izvedbi oziroma posnemu, tako da boste dobili malo bolj prostorsko sliko o tem, kar bomo na delavnici počeli. Na delavnici bomo rušili stereotipe oziroma predstave o tem, kaj hendikepirani ne zmorejo. Se bomo pa na začetku tudi dotaknili poimenovanja, tako da bomo izvedeli, kako nas poimenujejo, kako se sami poimenujemo. Delavnica je pa tudi namenjena temu, da predstavimo neodvisno življenje. To pomeni, da kljub temu, da ima lahko vsak izmed nas neko zmanjšano zmožnost, pa pri meni verjetno jo že vidite, eno zagotovo, drugo boste opazili tekom delavnice, ravno tako tudi pri Romani. To pomeni, da kljub temu, da imamo to značilnost oziroma neko okoliščino, lahko delamo enake stvari kot jih vsi drugi, to pa tako, da uporabljamo pripomočke, prilagodimo način, kako aktivnost izvedemo, ali pa da nam pri tem ne pomaga. Tako da najprej se bova z Romano tudi malo bolj predstavili, v smislu, da predstavlja to svojo okoliščino. Kaj pa delava, pa boste tudi lahko izvedeli tekom delavnice. Predvsem vas pa spodbujam, da naj tudi vi vprašate vse, kar vas zanima. Karkoli. Romana, mogoče tako najprej, jaz sem za eno mojo okoliščino že udeleženci opazili, pa vas kar sprašujem, kaj je ta moja okoliščina? Kaj ste opazili? Imamo kakšen odziv, kaj uporabljam za gibanje? Se gibljem tako kot vi, ali se gibljem na kakšen drugačen način? Na vozičku. Ja, na vozičku s pomočjo vozička se gibljem. V redu, Romana, vem za eno tvojo značilnost, si jo lahko tudi oziroma jo zaznam na svoj način, a mi lahko pokažeš na svojo roko? A lahko svojo roko kaj bolj stegneš? Ne. Ne moreš. To pomeni, ne moreš jo tako kot ti sama. To pomeni, zaznala sem, da imaš roko bolj pokrčeno, pa tudi sklepi so spremenjeni. A sem to prav zaznala? Ja. A lahko še kaj več poveš o tem? To je v bistvu najbolj vidna drugačnost, drugače pa imam revmatoidni artritis, kot bi babice stare rekle revma. Sem zbolela kot otrok in značilnost te bolezni je, da sklepi postanejo bolj otrdeli, predvsem zjutraj se počutim kot zarjavel robot, kot tudi čez dan, ker sklepi se ne dajo čist stegniti ali pa pokrčati. Tako da recimo koleno ne pokrčam dobro, to pomeni, če bi padla zdajle na tla, bi me mogel nekdo pobrati, ker se sama ne morem, ker niso dovolj gibljiva kolena, pa tudi roke v bistvu, komolci, zapestja in prsti. Ja, pa včasih praviš, da si kot zarjavel robot. Ja. No, zdaj bova pa z Romano predstavili nekaj trditev in vas prosim, da ob vsaki trditvi, ki bo Romana prebrala, poveste, ali drži ali ne drži. Romana, ali lahko kar prvo trditev? Oseba, ki se ne more skloniti,
si sama ne more obuti nogavic. Kaj mislite, drži ta trditev ali ne drži? Pa mogoče tako, da bo lažje, dajmo tako narediti. Tisti, ki mislite, da drži, pred svojim obrazom dvignete svojo dlan navzgor, tisti, ki mislite, da ne drži, navzdol. Nikam, a lahko to pomagate, pa mi poveste, koliko dlani je bilo navzgor, koliko dlani je bilo navzdol. Bom pomagala prešteti. Mogoče sam še enkrat, če kdo ni slišal, trditev je bila, oseba, ki se ne more sama skloniti, si ne more sama obuti nogavic. Tako. Če drži, je roka navzgor, če ne drži, navzdol. Kaj mislite? Koliko rok je gor? Zaenkrat sta 2, ampak se še niso vsi odzvali. 2 sta pa dol. 2 sta gor, če prav razumem. 2 sta gor, 2 sta dol. Evo, 3 so dol. Dobro. 3 so dol, to pomeni, da se lahko, če prav razumem. Ja. Ok. Kako pa mislite, da se lahko nekdo obuje nogavico, če se ne more skloniti? Nekdo mu pomaga. Okay. No, ampak trditev je bila, če si lahko sam. Ne, da ti pri tem nekdo pomaga. A si lahko sam? Bomo pogledali, kako to gre. Zdaj vas pa sprašujem, a ste pri meni tudi kakšno značilnost opazili? To, da se gibljem z vodičkom, ste takoj, a ste zdaj še kakšno? Mogoče slabo vidite? Tako, jaz tako na eno oko popolnoma nič ne vidim, na drugo pa če si predstavljate tako, kot da bi vi pogledali skozi slamico. Pa mogoče kar tako najprej tudi sami preizkusite, naredite 2 tulca, pogledajte pred sabo, pa me zanima, a vidite enako kot brez tulcev? To pomeni, pogledajte skozi tulce na tisto pač površino, ki imate pred sabo. Kaj je razlika, če gledate skozi tulca? A vidite isto površino ali je kaj drugače? Drugače. Ja, kaj je drugače? Vidite več, enako? Manjša površina. No in predstavljate si, na eno oko ni nič te površine, na drugo, če bi pa ta tulec zmanjšali, da bi bila kot slamica. Pa še ta razlika je na koncu slamice še nekaj. To pomeni, da zaznam prostoru, ali je prižgana svetilka. Seveda, če svoj pogled usmerim tja, kjer vem, da je svetilka nameščena. To mi lahko pomaga doma. To pomeni, zdaj smo še razbili en stereotip, slepota ne pomeni nujno popolne teme. Lahko ima oseba tudi nekaj stanko vida in ji to lahko pomaga tudi vsakdanje. Ok, no zdaj bomo preverili, kako se lahko obuješ, če se ne moreš spomniti. Okay. Jaz imam za obuvanje nogavic pripomoček in na ta pripomoček oblečem nogavico prav tako, kot da bi bilo ta pripomoček moje stopalo. Se pravi, si razmišljam, da je to moje stopalo in obujem prav tako tole moje namišljeno stopalo. Nogavico. Potem imam pa 2 vrvici, ki se ne moram tudi prikloniti. In moram dati pripomoček, primem za roke. Tole vrvico držim, ga položim na tla in potem nastavim v pripomoček stopalo. In nato z obema rokama vlečem te vrvice gor toliko časa, dokler nogavica ne ostane gor na nogi. Evo tole. In nogavica je zdaj na nogi. Kako si jo pa seguješ? Sezujem si pa jo tudi s pripomočkom, ki je doma narejen. Rečem čudežna palčka, lesena, tole en hakeljček ima na koncu in si v bistvu tole dol potegnem z tem hakeljčkom in takole dvignem in je spet narejen. No, to pomeni, zdaj, če preverimo, kljub temu, da se oseba ne more spomniti, si lahko obuje nogavico in to s pripomočkom.
To pomeni z enim od načinov, ki sem ga na začetku povedala. In zdaj nam je Romana pokazala dva pripomočka. Eden je čudežna palčka, tako kot jo poimenuješ, zelo enostavno doma narejeno, mogoče še malo kamero. Drug pripomoček pa verjetno se kupi, ali se ga tudi naredi. Ta pripomoček, ta drug za obuvanje nogavice kupljen v lekarni. Okay. Dobro, no pa gremo kar k naslednji trditvi. Oseba, ki ima slabo gibljive sklepe, ne more kolesariti. No, zdaj se bom pa umaknila do računalnika in bom s pomočjo bralnika zaslona poiskala fotografijo, kjer bo Romana pokazala, kako kolesari. Evo, smo pa na začetku trditev, kako lahko nekdo kolesari, če ne more uporabljati, oziroma če ima zatrdjene sklepe, slabovidljive, tako, slabovidljive sklepe. Tole je moje kolo, a vidite v bistvu, kako je v bistvu podaljšano. Ravno to, da ker slabo skrčam kolena, mi je nekdo, en prijatelj, prilagodil kolo, moj poni, s katerim sem se včasih še vozila v šolo, ga je podaljšal, toliko, da vidite po nogah, kako je stegnjena, čisto stegnjena, ko jaz zavrtim pedalo, in to mi omogoča, da lahko v bistvu zavrtim pedala, drugače ne bi mogla. Kolo je tudi zelo znižano, ker ravno glih za glih prestopam tele štango, toliko je znižan dol, pa tudi vsako pedalo je bilo potrebno skrajšati, glede na moje koleno, kako je bilo takrat, ko je bilo prilagojeno gibljivo. Eno koleno sem imela bolj gibljivo, eno manj, in zato je tudi eno pedalo v bistvu krajše, eno pa daljše. No, tukaj se pa v bistvu vidi mogoče razlika. Tole je običajni poni, je tudi višji razdalja od tal do tukaj gor, ko moraš prestopati, to je precej nižji, in tale razdalja do pedal je veliko daljša, kot je tukaj od sedeža, pa do pedal so žele. In to je v bistvu mi omogočilo, da sem po 21 letih zopet lahko na kolesu. To pomeni, Romana, rekla si, da voziš kolo, kaj pa avto, a se da voziti? Se da. Ok, pa boš kar lahko razložila, kako? Avto pa v bistvu imam par posebnosti. Ena posebnost je zaradi rok, ki imam tako, tale bučka na volanu. To primam z levo roko, ker imam levo boljšo, zato imam na levi strani, drugače bi lahko imela na desni strani in mi omogoča predvsem v križišču, da hitro obrnem volan na levo ali desno, kamor zavijam, ker če bi z obema rokama brez te bučke delala, bi dolgo trajalo, ker imam tako pokrčene prste. Druga stvar je, da imam avtomatski menjalnik, ker ravno tudi zaradi trdih sklepov v komolcu in tudi prstov in zapestja bi zelo težko oziroma skoraj ni mogoče, da bi menjalnik menjavala prestave. In še naslednja. Dobro, Romana, verjetno velja stereotip, da ne bi mogla, oziroma izkušnjo imaš, da so ti rekli, da ne boš mogla avto voziti. Zakaj ne boš mogla avto voziti? Ja, to mi je pa celo moja mama rekla, da ne bom mogla voziti avta, ker ne morem niti prtljažnika zapreti. Zdaj pa za vas, mogoče, a vidite iz slike rešitev? Evo, no to je pa v bistvu rešitev za ta mamino trditev, da ne bom mogla niti avta voziti, ker prtljažnika ne morem zapreti, je vrvica, obesek za ključe, v bistvu navezan za tole ročko od prtljažnika in na ta način v bistvu jaz lahko pol roko dovolj dvignem do tukaj na vrvico, primam in zaprem prtljažnik. Okay. Romana, a lahko zdaj prebereš še eno trditev? Oseba, ki ne vidi, se ne more igrati šaha. Kaj mislite, a ta trditev drži ali ne drži? Če drži, ponovno daste roko pred svojim obrazom navzgor, če ne drži, navzdol. Nika, boste lahko prešteli, kakšen je rezultat?
med sabo. Če ne vidiš, ali lahko igraš šah ali pa kjerokoli drugo družabno igro. Naprimer šah smo rekli, človek ne jezi se tudi lahko. Se pravi, imamo 3-krat ne drži, 4-krat, 5-krat, 6-krat ne drži. To se pravi, da ne drži. To pomeni, da če ne vidiš, ne moreš igrati družabne igre, kot je šah oziroma človek ne jezi se. Sem prav razumela? A je prav razumela? Dajte pokimati, če je prav razumela. Ja, ne. Zdaj se pa med sabo ne strinjajo. Aha. Pravi, dajmo 3-krat ponoviti. A lahko igram šah ali pa človek ne jezi se? Kaj mislite? Lahko? Če lahko, je Dlan je na gor, če ne more, je dol. Ok, zdaj imamo pa 5 dvignjenih rok pa 1 spuščeno. 6 dvignjenih pa 1 spuščeno. Ok, pravite, da lahko. Kako pa recimo, če rečemo, bom najprej šah? Kako pa vem, kjero je črno pa kjero je belo polje? S pikicami. Aha. A to pomeni, da kako bi bilo po tvojem označeno s pikicami? S pikicami pač, da bi taki pač ne vidi, pač potipal, pa bi pol nekoliko pač znal lahko igral šah. Aha. Kako bi pa vedel recimo, kjero je bel kmet pa kjero je črn kmet? Čisto kako bi vi prilagodili, če bi jaz prišla k vam domov, pa imate navaden šah, a bi ga lahko prilagodili, tako da bi že sama lahko tudi ga igrala. Kako bi vedela, kjero so bele figure, pa kjero so črne? Lana pa Nastja, imate vidve, kako je delal, pa Gašper, imaš roko dvignjeno, povej. Po Braillovi pisavi. Aha, no, ampak to bi bilo zapleteno. Kaj pa, če ne bi znala Braillove pisave, tudi to je možno. Tudi če to je en stereotip, da vsi slepi znajo Braillovo pisavo. To ne drži. Otroci ja, ker jim je to prva pisava, medtem ko pa starejši, pa se potem nekateri ne naučijo Braillove pisave. Tako da sama jo znam, ampak vendarle tudi Braillovo pisavo bi bilo preveč zapleteno. No, jaz imam tukaj pred vami 2 igri in odvisno, koliko časa bo, saj eno vam bom predstavila in lahko izberete. Ali vam najprej predstavim šah ali človek ne jezi se. Kjero igro želite, da predstavim? Šah. Šah, dobro. Evo, pa bom najprej šah izbrala. Zdaj, če ste pozorni, kaj ima ta šah na vsakem polju, kaj se vidi? A so ene lukance? Ja. Kaj mislite, zakaj so te lukance? Figura not utakne. Figura not zatakne. In vse figure pa imajo spodnje čepke. To pomeni, to je prva prilagoditev. Ker tisti, ki ne vidimo, zaznavamo tudi s tipom in če figurca ne bi bila pričvrščena, bi se premaknila oziroma ne bi bila več na tistem mestu. No, in zdaj sem potegnila iz škatle figuro črne barve in bom še poskušala najti eno figuro bele barve. Aha, ta je pa bele barve. Kako vem, da je črna ta, ki jo držim zdaj v roki, v drugi roki imam pa belo? Kaj ima črna, kar bela nima? Na vrhu, kaj ima črna? En žebljiček, pa bom še kakšno črno figuro. Evo, a ima tale črna tudi? Črn kmet ima tudi žebljiček gor. A ga ima? Bel kmet ga pa nima. A drži? Res je. Se vidi? Dobro. To pomeni, šahovnica je prilagojena tako, da imajo vsa polja lukance, vse figure imajo čepke, da lahko potem figuro pritrdimo. Potem je pa prilagojena šahovnica še v tem, da so vsa črna polja dvignjena. Evo, zdaj sem na črnem polju, na belem. Na črnem, mogoče malo od strani. A se vidi, da so dvignjena črna polja? No, tako. In smo rekli, vse črne figurce imajo na vrhu žebljičke.
Katera figurica je, pa prepoznamo po obliki, ker vsaka figurica je drugačne oblike. Prvo figurico, ki sem jo vzela iz škatle, je bila trdnjava črne barve, potem naslednja bel kmet in še potem črn kmet. Zdaj bom pa dala na polje, kjer bi bili na začetku, pa ker imam črne figure, bom najprej samo črne. Vemo, da je trdnjava čisto zadnja, potem pa kmet bi bil pa kjerkoli v drugi vrsti. Kjerkoli bi bilo v redu. Igramo pa igro na čisto običajen način, po vseh pravilih. Edino fajn je še to, da soigralec vedno pove, katero figuro bo premaknil, da potem jo lažje najdemo. Pa me zanima, če bi me soigralec hotel goljufati. A bi to ugotovila? Kaj mislite, ja ali ne? Verjetno odvisno, na kakšen način bi vas hotel goljufati, ne? Premaknil bi pač figuro, pa bi mislil, da nisem zaznala, da jo je narobe. Ne vem, ne bi dal kmeta 1 ali pa 2 naprej, ampak bi ga dal 3 naprej. Ali pa bi mi s kmetom nekaj, ne vem, drugo potezo bi naredil, kot bi mi pa povedal, da jo je. A bi to lahko ugotovila? S tipom. Ja, sledila. Mogoče še podam izkušnjo, ko je bil moj sin majhen, sva igrala različne družabne igre, obe igri, ki sta tudi danes tukaj pred vami, in pri nobeni me ni mogel goljufati. Tako da probal je, ampak mu ni ratalo. To pomeni, če imamo prilagojeno igro, jo lahko tudi popolnoma suvereno igramo in tudi nekdo ne se mora goljufati. A se spomnite, imate doma oziroma poznate igro 4 v vrsto? Ja, in imamo tam žetončke 2 barvi. Recimo, eni so lahko rdeči, eni rumeni. Kako bi se dalo prilagoditi, da bi se tudi oseba, ki ne vidi, igrala igro z vami? To pomeni, nekako bi mogli prilagoditi, da bi se barva na nek način označila. Ker na otip meni vseeno, ali je rdeča ali pa rumena. Ampak če bi pa na eno barvo nekaj gor nalepili, recimo na vse rdeče figure, bi nalepili en papirček, a bi jaz potem vedela, katera je rdeča? Ja. Tista, ki ima potem papirček nalepljen. Ok, super. Nov festival Igraj se z mano je namenjen tudi igranju. Danes ste v okviru naše delavnice spoznali tudi igro, šah, kako je prilagojen. Pred nami je tudi Človek ne jezi se, samo lahko pogledate oziroma pokažete. A imamo čas, da predstavim še Človek ne jezi se? Prva prilagoditev je to, da namesto, da je na plošči porisano, ima prilagojen Človek ne jezi se luknjice. To pomeni, da ko figuro primem, lahko najdem luknjico in jo dam v luknjico. To je prva prilagoditev. In potem, ko vržem kocko, ugotovim, koliko je na zgornji ploskvi, to pomeni s tipom, in premaknem figurico za toliko, kolikor je bilo pik. 4 so bile, 1, 2, 3, 4. Na ta način. Zdaj pa kako prepoznam barvo. Mi imamo tukaj 4 različne barve in jaz bom najprej najdla 4 različne barve, vi pa opazujte, kako to lahko naredim. No, to že imam. Ne, te še nimam. Te pa še nimam. Samo da še preverim. Imam 4 različne barve, prepoznam jih pa po obliki. To pomeni, prvi 2 sta čisto enostavne oblike kot val, drugi 2 imata pa na obodu zarezo. Potem pa še ena izmed teh nima gor žebljička, druga ima. In vas zdaj prosim, da mi poveste, katera figurica je rdeče barve. Na način, ali ima na vrhu žebljiček ali nima, in ali ima na robu zarezo ali nima. Katera je rdeče barve? Tista, ki ima ta žebljiček in zaresca. Oboje ima.
To pomeni, v tej roki ni. A je ta rdeče barve? Ja, No, in na tak način si potem tudi zapomnim, katere barve, oziroma lahko mi, če pozabim, mi lahko tudi soigralec pove, in potem pač vem, katere so moje in katere so od soigralcev. In lahko tudi pri tej igri me ne bi mogel nihče vzeti. Zdaj pa naša delavnica se počasi zaključuje. Jaz vas vabim, da se nam pridružite še v sredo, četrtek in petek, kjer vam bomo pokazali še različne stvari, kaj počnemo. Zvedeli boste tudi, kaj sama počnem, vam pa že zdaj zaupam, da se zelo rada vozim z motorjem. Tudi, če vas zanima, kaj počnem, se nam pridružite na eni od delavnic. Spoznali boste pa tudi moje kolege in tudi njihove aktivnosti, predvsem pa kako te aktivnosti upravljajo. Hvala lepa. hvala. In iskrena hvala za tole super demonstracijo in tudi Romana, najlepša hvala. Mislim, da se lahko strinjamo, da je bila izjemno poučna delavnica, ne ekipa. Evo, obrazi kimajo, tako da veste. Tako da se veselim srede in našega nadaljnega druženja. Velja, hvala lepa. Do takrat pa bote fino. Adio. Adio, adio, adio. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.